Pozdravljeni, moje ime je Marko Šetinc in danes pa z Majo Peron posnela eno zelo zanimivo oddajo o prijaznosti. Zdaj, če vas zanima, kako lahko vi spremenite svet, si oddajo poglejte. Ideja je, kaj bi se pravzaprav zgodilo, če bi bili 1 minuto na dan prijazni in 365 minut na leto. Dobrodošli v oddaji Izberem prijazno z Majo Peron, kjer skozi pogovore z zanimivimi posamezniki odkrivamo, kako prijaznost vpliva na ljudi, odnose in svet. Moj današnji gost je docent, dvojni doktor znanosti in procesni terapevt, ki že vrsto let svoje znanje in izkušnje prenaša na mlade in odrasle študente. Predava na več univerzah, deluje pa tudi kot raziskovalec in svetovalec na področjih okolja, ekonomije in osebnega razvoja. Poleg vsega tega je tudi odličen plesalec. Danes se bova pogovarjala o vlogi prijaznosti v akademskem svetu. Kako vpliva na odnos med profesorjem in študenti, na motivacijo, učenje ter osebno rast. Z mano danes je Marko Šetinc. Marko, lepo pozdravljen, jaz sem res vesela, da si se odzval povabilo. In midva se poznava že kar dolgo časa, zato jaz vem, da se z vsemi temi tvojimi nazivi skriva tudi zelo, zelo velike take srčnosti, sproščenosti, živosti. In veš, kaj me zanima, če bi te vprašala, kdo si ti, ne kot profesor, kako bi se opisal? Pozdravljena, Maja, hvala za povabilo. V bistvu se zelo težko opišem, kdo pravzaprav sem jaz, zato ker se pač jaz kot jaz počutim, ampak v bistvu sem človek, ki ga zanima zelo veliko stvari. In potem če me pač neka stvar zanima, to probam zvedeti čim več stvari in pol se učim. In pol tako nastane en doktorat, pa pač drug doktorat, pa še marsikatera druga stvar. In gotovo sem da v bistvu najraje to počnem. Raziskujem stvari, ki so mi neznane in najdem neke načine, da ta znanje pač pridobim. In se me je nekako življenje precej kot uresničilo, ker sem sam idejo, kaj bi rad znal, in me je pot pripeljala do tja, da sem se pač to naučil. Zelo zanimivo je bilo, začel sem pač z znanostjo, ker sem pač delal doktorat, ampak kasneje sem se usmeril pa v osebno rast, kjer cel kup enih zelo zanimivih stvari, spoznavanje sebe in trenutno, kar počne, je pa kombinacija te znanosti in spoznavanja sebe in videnje, kako sta te dve stvari pravzaprav povezane. No, in to je bilo moje naslednje vprašanje, v bistvu, kako združuješ tam razum in hkrati to neko srčnost, pa, ker če mene vprašaš, jaz bi tebe zagotovo, če bi ti morala dati pridevnike, zagotovo bi bil eden od teh srčnost. Kako v bistvu to združuješ? Kdaj si ugotovil, da pač je to treba združevati? Ali se s tem človek rodi, ali si to, ne vem, pridobil? Ja, v bistvu se mi zdi, da sem bil srčen že kot otrok, samo tega niti nisem vedel. Pač ta stvar ni bila pomembna. V mojem otroštvu je pač bolj pomembno bilo z mojega vidika pač znanje, sploh matematika, kemija, fizika in podobne stvari, naravoslovne vede. To je bilo zame tako nekaj, kar se mi je zdelo, da to pa je pomembno. Se spomnim, ko sem bil na neki prvi delavnici za osebno rast, smo imeli neko vajo, ko smo se tako gledali in kaj čutiš zdaj. In jaz vse, kar sem čutil bolečine v hrbtu, pa o rameni in tako naprej. Če me danes vprašaš, ja, čutim žalost tukaj, čutim jezo tam, tako naprej. Zdaj se bolj usmerjam na te občutke in čustva, včasih je bila pa pač to neka bolečina, ki me je pač spremljala. In pomemben je biti tudi pismen v čustvih, da razumeš, kaj jaz pravzaprav zdaj sploh čutim. Je to jeza ali je bes? Kaj je tudi razlika med njima, a je to žalost, ker če pa to ne čutiš, pa te pa nekaj boli, pa imaš nek probleme s hernijo, koleno te boli in tako naprej. In mogoče imaš samo ujeta čustva, ki niso bila prepoznana in čakajo, da jih prepoznaš. Mogoče o tem več povej, ker sem prepričana, da bo to ljudem zelo pomagalo, ker ti to poveš na
tako preprost način in tako razumljiv, da dejansko človek to, kar te posluša, razumemo in potem se rečemo, ja, sam res. In tudi tisto, kar mogoče pri nekom drugem zveni tako naučeno, pri tebi zveni tako naravno, tako da mogoče kaj več povej o teh čustvih in občutkih in o teh zadevah, a ne, ker dejansko se ti zdi, da so čustva in razum povezana. Mogoče najprej to relacijo, ker se mi zdi, da se še vedno tako zelo ločuje. Ne? Eno je razum, eno so čustva, energija pa duhovnost je nekaj, zemeljsko življenje je nekaj drugega. Mogoče kakšno besedo o tem? Razum je ena fajn stvar, ne? Tako, kakor ga včasih kritiziramo, da je mogoče preveč dominanten, pa tako naprej. Je pa svoj fajn, zato ker razum enkrat razume, te lahko podpre tudi na čustvenem področju. In kar je zanimivo, ne, kar se nam dostikrat zgodi, ko imamo končno nek mir, ne, končno smo nekaj naredili, zdaj imamo mir, bi lahko en teden uživali in pač ne uživamo. Ne. Zato, ker ona čustva, ki prej nismo imeli, ki smo jih potlačili in se nismo uspeli ukvarjati z njimi, pač pridejo na plano. Ne. Ta čustva so lahko stara 10 let, 20 let ali pa pač en mesec. Ne. In kaj takrat narediti? Kaj mi naredimo? Ne. Zato, ker so neprijetne, jih pač tlačimo nazaj noter. Ne. Včasih bi rabili samo to, da se pač usedeš, pa jih sprejmeš. Ne. Zdaj, če so pretežka, je fino, da imaš terapevta zraven, lahko imaš samo, si predstavljaš nekoga ali pa neko pomoč ali pa nek občutek, da si na nekem prostoru, kjer se zelo dobro počutiš, da dobiš malo podpore, da je to lažje pa zdržati tisto, in pa čakaš, lahko par sekund, lahko par minut, lahko pol urce. In vidiš, kaj se pravzaprav s temi čustvi dogaja. Ne? In vidiš, kako energija po telesu pač se spreminja. In pol ponavadi začneš zehati in pol začneš premikati in mogoče te tako začne malo zvijati v telesu. In pol to spusti. Ne? In pol se naenkrat ful dobro počutiš. Ne? Ni zmeraj ta vzorec, ampak velikrat pa je. Ne? In je v bistvu zelo enostaven dati čustvom pozornost. Ko majhnemu otroku daš pozornost, pa je srečen. Ne? Živali isto, psu, mački, malo pozornosti, pa so vsi srečni. Ne? Isto naše čustva to rabijo. V bistvu treba samega sebe spoznavati, ne? In se slišati in pravzaprav ozavestiti svoje občutke, a ne? In so potem stvari malo lažje. Veš kaj, na začetku sem omenila, da si tudi dober plesalec. Tega nisem omenila zato, ker bi iskal soplesalko, ampak zato, ker vem, da tudi za tem pri tebi stoji ena cela filozofija oziroma tako ti pomeni to nekaj več kot koraki. A bi mogoče rekla kakšno besedo več o tem, pa lahko se tudi nasmejiva tvoji prispodobi, ker se veš, o čem govorim. Ja, ples je neka zanimiva stvar, ne? In večina se nas je učila iz korakov. Da pač se naučiš korake in da je to, kar pomembno te korake, da so pomembni. In pol, da še plesalko znaš obrniti in pol si že zmagal. Ne? Ampak to ni to. Ne? Enkrat sem bil na delavnici, pa mi je en izval, kdo zna plesati, pa sem jaz dvignil roko in pa mi je pokazal, da pač ples niso koraki, ampak je stik. Da stik s človekom. Ne? In kaj se takrat v tem stiku zgodi. Ne? In včasih z enim plesom spoznaš ljudi bistveno boljš kot nekatere, ki jih pač poznaš že celo življenje ali pa eno leto. Čutiš, a si kompatibilna s to osebo, a nisi, a energija teče, a imaš različne polaritete, a imaš enake polaritete, a se pri tem človeku sprostiš, a si malo bolj napet, tako vse to veš. Ne? In pa se marsikaj lahko tudi zgodi. Ne? Recimo, pri tangu se zelo hitro lahko zaljubiš. Je ples ljubezni in pogreš plesati z eno plesalko in se zaljubiš in rečeš, to je ženska mojih sanj, in pa greš z drugo plesati, ista zgodba in s tretjo in pol ugotoviš, da mogoče pa to ni ta referenca, da si na tak način izbiraš partnerke. Ne? In dokler tega ne izkusiš, pač tega ne veš. In je tako res en tak pomemben aspekt življenja je pač ples, vsaj zame. Ja, v bistvu, po mojem mnenju, bi tako morali plesati skozi življenje, ne? Ampak mislim, da nam ples pove to dosti o samem sebi. Jaz se spomnim, ko sem se enkrat odločila, da zdaj bom si pa jaz vzela individualne ure plesa. Potem sem prišla tja in mi je moj učitelj dal na glas muziko in je rekel,
pleš. Jaz sem tako, kaj? Rekel, ja, ne vem, ne, pač premiki se po ritmu, tako kot ti govoriš, ni treba korakov. In jaz sem v bistvu ugotovila, ne, kljub temu, koliko sem jaz ves čas delala sama na sebi, koliko sem jaz pravzaprav zaprta, kakšne ene strahove imam v sebi, kere stvari sem sploh pozabila in kako se sploh ne znam nekako tako sprostiti, ne. Tako da ples je ena taka stvar, ki Ja. je kar pomembna, ne. Zdaj, čas naju prehiteva, tako da nadaljujemo čez kakšno minutko. Dobrodošli nazaj, midva se pa od plesa selva v predavalnico. Pogosto slišimo, da znanje potrebuje disciplino in prijaznost potrebuje mehkobo. Mene zanima, kako se ti dve vrednoti po tvojem mnenju dopolnjujeta ali izključujeta v predavalnici. Kakšen je Marko kot profesor, kakšni so tvoji v bistvu tako nazori, vrednote, prepričanja? Ja, jaz sem načeloma zelo prijazen, ne, profesor in tudi, Tudi ja. gledaš tako? ja, tudi ne sitnaram prav preveč študentom, ampak ugotovil sem, da je še en aspekt. Danes smo se pogovarjala, kaj je nasprotje od prijaznosti, a ne. In en aspekt je disciplina, a ne, druga je pa strogost. In v bistvu moraš tudi strog biti včasih. In primer, na primer, pri eni vaji, pri mehkih veščinah, recimo, ki sem jih tudi predal, se mora študent predstaviti. In večina to naredi. Razen tisti, ki so zelo mentalni, oni rajš govorijo o nečem drugem namesto sebi. Ne. In so bili recimo primeri, ko je študent govoril, ne vem, o raznih teorijah, vse pa sploh ni omenil. Ne. In potem je tista dilema, ali to zavrniti ali ne, in potem sem pač rekel, da to pač ne gre, ne, da je še enkrat narediti, priti naslednjič. In vsakič se je zgodil, ko sem to naredil, nek tak velik preskok. En študent, na primer, je začel pol o sebi govoriti in je bila tako čist druga energija, tako čist navdušenje njegovo je bilo, čist nekaj drugega kot prej. Ne. Prvemu drugemu študentu je bil pa tudi, je pa beje, tako kot so študenti rekli, prvič nekaj vse je povedal. In ostali študenti so ga zelo pohvalili, kako je to res dobro povedal. In je bil zelo ganjen, zato ker je to bil občutek, da je prvič bil res pohvaljen. Ne. In včasih je, ne, ta strogost je tudi pomembna. No. Problem pa je, če mogoče to, da nasprotje od prijaznosti dostikrat ne dojemamo kot strogost. To sem tudi jaz nekaj časa rabil, sem to odkril. Dostikrat imamo to, da si zoprn, tečen, sitnoba. In pol so nekateri, ki smo zelo prijazni, ne, obtičimo lahko v tej prijaznosti in na to strogost pozabimo. To je pa spet en handicap, ki ni v redu. Ja, vse stvari morajo biti v ravnovesju. Veš, kaj sem pa jaz hotela dodati, ne? Meni se zdi izjemno pomembno, kaj je namen te strogosti, ne? A je namen te strogosti, da ti študenta spodbudiš, da naredi nekaj dobrega, ali je namen te strogosti, da, ne vem, ga zabiješ do konca in pač ne? Pač red pa mir pola, ne, kakor. Ja, no, to me mogoče malo zanima. Veš, zakaj? Zdi se mi pomembno o tem govoriti, zaradi tega, ker mislim, da je veliko študentov v krčih, pa mislim, da je tudi marsikakšen profesor rabi slišati ali mogoče dobiti potrditev za tisto, kar počne, ali pa mogoče kakšen manjši opomnik, da kaj spremeni. Zakaj se ti to zdi pomemben? Kakšna je tvoja tukaj? Ja, se mi zdi, da je dostikrat zadaj skrit straha. Ne. Tudi profesorjev strah lahko, ne spoštujejo me, kar klepetajo in tako naprej, in pol ne znajo neke avtoritete vzpostaviti. Poznam par ljudi, ki so bistveno bolj avtoritativni kot jaz, in oni tako spontano to naredijo, ne. Ko se postavijo, pa naredijo pa so vsi tiho, ne. Nekateri pa vreščijo, pa kričijo, ne, pa vsi klepetajo okrog, ne. In se mi zdi, da se mora tudi profesor vprašati, kje imam jaz ta problem. Ni zmeraj problem v študentih, pa dijakih, ampak kje imam jaz ta problem? Kaj lahko jaz spremenim, da se postavim, da imam avtoriteto, da sem v stebru,
da v bistvu lahko nekaj zanimivega predam študentom in pa to je čisto neka druga perspektiva. Veš, kaj me zanima, ne? Kaj ti poleg znanja, ker zato so pri tebi, ne, še želiš predati tem svojim študentom? Kaj je v bistvu tisto, kar jih ti v resnici učiš? Ja, moje predavanje so meni osebno majčkeno bolj hobi kot služba, ne? Zato ker se poslovno ukvarjam z drugimi stvarmi, predavam pa tako 1 do 2 predmeta ponavadi na leto. In kar bi jaz zmeraj rad to, da, ker je moja namera, da študentom predam to, da se oni spremenijo, da se lahko, da jim to znanje, da jim bo koristilo in tudi na ta način ga probam predstaviti, da jim bo ostali v glavi. In ko se ukvarjam tudi s malo psihoterapijo, osebnostno rastjo, vidim zelo veliko povezav med znanostjo pa nekaj, kar se nam v telesu dogaja ali pa v odnosih. In dostikrat naredim primerjavo s tem, ne vem, tako kot v naravi smrdi, v odnosih smrdi in pol ugotoviš, kakšna je povezava med tem, ker tam smrdi, pa to smrdi in študenti si bistveno lažje to zapomnijo. Mogoče je treba povedati nekaj, iz česa si ti sploh doktoriral, ne? Doktor česa si, ne? Ja. Med drugim kemije, ne? Kemijsko inženirstvo, ja. Pa na ekonomski fakulteti eno smer ekonomije. No. Ja. Ja. Ker to, kar si pač omenil, ne, v odnosih smrdi, nekaj smrdi, to je dejansko so kemijske reakcije, Tako. kemija in take zadeve, Tako. ne? In je zelo lepo črpati iz ene in iz druge smeri in če nekaj ne razumeš, čisto dobro najdeš primerjavo nekje drugje in pol ti tako kristalno jasno rata. Se mi zdi, da je pol na nek, zadnjem času me malo zanima še kvantna fizika, ne, na nek tak kvantni način, ni linearen, ampak nekaj veš. Naprimer, jaz če grem na čistilnih napravah, dostikrat delam teh večjih in ko pridem tja in je nek problem, jaz sem tam nekaj časa. 1 dan, 2 dni, pač gledaš, opazuješ, tako nekako poslušaš, kaj ti hoče povedati. Ne? In pol je zelo lahko najti rešitve. Ne? Tako. In pol, ko veš, kaj je narobe, kje jo tišči to čistilno napravo, ne? Pol že najdeš način, da ji pač pomagaš. Je to pesto, vse je med sabo povezane. Ja. Veš, kaj me zanima, a je v akademskem svetu, ne, prijaznost včasih ali pa pogosto razumljena narobe? Zdaj, med učitelji, profesorji je prijaznosti zelo veliko. Smo res prijazni med sabo. Ja, te prijaznosti je zelo veliko. Do študentov večinoma tudi. So pa nekateri, ki jih je strah, da bodo študentje prepisovali, da bodo ne vem kaj počela. Ne? In tisti pa probajo neko avtoriteto vzpostaviti, ki ni nujno najboljša. Ne? Nekje se mogoče preveč pol tega strahu prenese na samo organizacijo pa na sam študenta. Ne? Pa se ti zdi v bistvu tako, ne, če je profesor prijazen, da se to zamenja iz, ali pa recimo razumevajoč, da se potem to zamenja iz popustljivostjo, pa študentje manj resno pristopajo k stvarem, ali v bistvu, ali jih ravno to motivira, da jih zadeve zanimajo in še več energije vlagajo v to? Ja, to ni toliko povezano samo s prijaznostjo, ampak tudi to postavljenostjo, ki jo imaš. Povej več o tem. Ti, če si nekako postavljen v energetskem pretoku, ne, sicer to se mogoče malo ezoterično sliši, ampak če si sproščen in tako nekjer te ne tišči, nekjer, ne vem, nimaš nekih težav, ne, ampak si tako sproščen in se dobro počutiš, ne, pol je to zelo z lahkoto narediš vse. Ne. Ker ne študent, recimo klepeta, rečeš, koga pogledaš, pa tako mečkam z glavo narediš, pa neha. Ne. Ne rabaš vriščati na njega, ne, tako. Lahko samo s pogledom to vse narediš. Ne? In kar mi imamo je pozornost. In tako, kot ti meni zdaj daješ pozornost, da bistveno lažje govorim, kot če bi nekje sedel, ne vem, v stanovanju sam za mizo in bistveno težje govori, kot zdaj, zato, kot mi ti zdaj daješ prostor pa pozornost. In isto jaz pač študentom dam. Ne? Prostor, pozornost, da pač nekaj vsrkajo.
Je pa zelo pomemben, da študente tudi aktiviraš, ne. Ne daš tako kakšno vajo za narediti, da nekaj delajo včasih z rokami, toliko uživa, pa pred tablo jih pokličeš, enih 5, pa pol oni pišejo gor. Takrat oni šele zaživijo, ne. Če morajo pa sam sedeti, pa tam pisati, pa ponavadi ni to zelo zanimivo. Uživajo v tem, ko morajo priti pred tablo, ali je uno, ojo, ne spet. Ja, to tako pridejo najprej, a ne, sam pol se pa tako razživijo in tako čist druga energija rata noter, no, predavalnici. Zdaj, da jaz to, ne, seveda napeljem spet vodo na svoj mlin in na prijaznost, se pravi, ko so pred tablo in ko se počutijo nekako sprejete, slišane, videne, ko čutijo to prijaznost, potem vse stvari stečejo lažje, ne. Tako je. Super. Zaključujeva drugi del in sva z vami čez kakšno minutko. Dobrodošli nazaj. Marko, greva, midva ostajava pri študentih. Veš, kaj me zanima? A kako študentje dojemajo prijaznost? A jim je to vrednota? Ali jim je to neko nujno zlo? Ali jim je to neki brez veze? Ali o tem sploh ne razmišljajo in jim je to tako nekaj, kar je ali pa ni, pač ne opazijo? Po mojem toliko zelo ne razmišljajo, ampak včasih so malo presenečeni nad prijaznostjo, no, tako vidim, da če tako predavaš na način sploh, da oni vpijejo to znanje, pa na način, da ni veliko informacij, ampak je bolj izkušnja, se pa včasih sprašujejo, kaj pa moramo mi zdaj sploh vedeti za izpite, ne. In ja, in je tako, če ni neke strogosti, pa to so mogoče malo zmedeni, zato ker so večina je navajena zelo na strukturo, ne. In struktura ni toliko prijazna, ne, je pa tudi nujna, ne. In zdaj, stik s študenti imam tako bolj pač par mesecev na leto in v detajlih ne vem točno, kako oni čisto pravzaprav dojemajo to prijaznost. Ja, veš, kako so oni med sabo, to v bistvu, te relacije me tudi zanimajo, ker se mi zdijo tudi izjemno pomembne. Med sabo se mi pa zdi, da so si ful podporni, no. Podporni? Tako. Sploh ljudje, ki se ujamejo med sabo, obstaja mogoče kdo, ki se ne ujame med ostale, ampak zelo podporni so. Tako, kar sem jaz jih srečal, so drug drugemu zelo pomagali, sodelovali in tudi jaz jih zelo napeljujem na to, da recimo, če pride 5 ljudi pred tablo ali pa da so 2-3 table pa po 5 skupaj recimo jih dela, da med sabo sodelujejo, no. In se mi zdi tudi šolski sistem jih usmerja v timsko delo, v seminarske naloge, da jih predstavljajo pa tako naprej, kjer pilijo malo to, no, prijaznost. Veš, v bistvu tako, ne, že v večjih oddajah smo že govorili, da do 7. leta, kako dobimo neke vrednote, prepričanja in takšne stvari, ampak kakšen je pa tvoj občutek, koliko pa lahko potem, že tudi, ko so na fakulteti, ko niso več otroci, ne, ko so že mladi ljudje in tako, koliko lahko takrat vplivamo ali pa vplivate vi na ljudi, se pravi na študente kot profesori, pa recimo kot starši, kakšen vpliv imamo kot starši? Ker to je tudi veliko polemik, ne, zdaj tako, kaj berem, kdo je zdaj kriv, a je kriva država, ali je kriv šolski sistem, ali so krivi starši, kdo sploh? Mogoče malo zanima tvoj pogled na te stvari. Ja, vsak, ki bo delal na sebi, bo slej ko prej začel kriviti starše, ne, zato ker pač imel si neko izkušnjo v otroštvu, kjer so oni naredili najboljše, kar so tisti trenutek znali, ampak zdaj z te perspektive, ki gledaš, se ti to ne zdi najbolj optimalno, ne. Ampak slej ko prej boš mogel odpustiti, ne, tako starejši, ki si, bolj nesmiselno je govoriti, da imaš ta problem zaradi tega, ker si v 5 let star, pa se je to zgodilo, ne. In zaradi tega danes obstaja cela paleta raznih terapij, raznih pomoči, kjer če je nekaj zelo motečega tepa ali po okolici, lahko prideš čez to, ne. In se mi zdi, veliko se lahko spremeni, sploh če daš ljudem izkušnjo, ne samo da govoriš, ampak da jim daš izkušnjo. Kot na primer ta študent, recimo, ki sem ga prej omenil, ko ga enkrat pohvališ, ko on doživi, da je on čisto v redu, a ne. Pa tudi, če samo pove, da iz te pa te vasi doma, pa da ima rad, ne vem, pse pa mačke, pa da je včasih malo kolesar okrog, ne.
individ, da sploh se ne rabi zdaj o nekih hudih teorijah, v string teorijah pogovarjati, pa ne vem, kakšne relativnostne teorije govoriti, ki je dosti tak, je. Ne. No, ampak zdaj si v bistvu povedal, ne, da ti kot profesor, ker jaz vas gledam tako, vi vse imate neko avtoriteto. Ne? In se mi zdi, da vi, če ste vi sestavljeni, pa postavljeni, pa če sledite nekim prepričanjem in če vam je prijaznost vrednota, da lahko bistveno vplivate na študente in recimo profesori na dijake in tako. Me pa zanima recimo tako, veš, če imaš ti skupino dijakov ali pa študentov, no, če imaš recimo v tej skupini nekoga, ki je izrazito prijazen, v resnici prijazen, ne ustrežljiv za to, pa ne vem, da se izogiba konfliktov in tako, kako ta eden vpliva na skupino in ali sploh? Odvisen, čigava energija je pač močnejša. Ne. Zdaj, če si ti res postavljen, pa tvoja prijaznost prispeva k skupini. Ne. Zdaj, če te drugi povozijo svojo energijo, pa ta prijazna oseba rata neprijazna, zato ker je toliko neprijaznosti okrog. To je ponavadi to. In bolj, ko si prijazen, pa bolj, ko si postavljen, bolj lahko vplivaš. In ta postavljenost, to, da te ta okolica ne zmoti. Dej, pač ti si znan po tem, da znaš zelo zapletene stvari povedati zelo preprosto. Dej razloži to postavljenost tako, da jo pač lahko razložiš enemu 15-letniku. Ali pa enemu 70-letniku. Ja. Ki mu je to tako, jo, da je ne mi s tem. Ne? V bistvu ni to tako zelo enostaven, kljub temu, da jaz zelo rad poenostavim stvari, pa jih enostavno povem, ampak mi imamo naučene neke reakcije, recimo, če nam leti šalica proti glavi, bomo naredili neko reakcijo. Tako, če nekdo z nekim čudnim tonom na nekaj pove, nas nekaj zmoti, zato ker je to neka nevarnost. Ne. In to je bilo včasih nevarnost, danes pa ni več. Ne. In zdaj to naredi to, da se zakrčimo v telesu. In ko se mi zakrčimo, nam ta energetski pretok ne teče več. In nismo več postavljeni. Ne. Tako nas pač malo zamakne. Ne. In ko to spustiš, si spet nazaj postavljen. In postavljen si takrat, ko si sproščen, pa ko lahko daš pozornost, kamor hočeš in nisi mogoče reaktiven. Zato, ker te reakcije, ki se zgodijo, nas rušijo najbolj. Ko si ti enkrat tako sproščen, se imaš dober, te v bistvu nič kaj dosti ne zmoti. In zdaj, kako te stvari rešiti? En način je tudi to, da ti nekdo nekaj časa to tako v varnem okolju počne in vidiš, zakaj se to pravzaprav zgodi. In to, no. Se pravi, v bistvu, da se opazuješ, a ne, in probaš odkriti vzrok, in ko imaš vzrok, je običajno potem so stvari dosti lažje obvladljive, a ne? Mogoče eno stvar, če še povem, na tečaju, na tem, ker jaz izvajam ga, pa sem se jaz učil, na tečaju komunikacije je samo eno pravilo, ki ga moraš narediti. In to, da si sproščen. Vsi znamo govoriti, nakladati, marsikaj početi z našim govorom, če si s prijateljem. Ko prideš pa na oder pred 1000 ljudi, pa zmrznemo. In takrat, ko zmrzneš, pač nisi postavljen. Postavljen si pa takrat, ko si s prijateljem. In zdaj, kako biti postavljen tudi na odru, da si lahko sproščen, pa se pol igraš. Igraš se s čustvi, kakšna čustva uporabaš, ko govoriš, s pozornostjo, koga pogledaš. In to je ta postavljenost. In takrat, ko si postavljen, ko si sproščen, se lahko igraš. Tako. Jo, čas naj pregane, jaz bi pa tako rada skomunicirala še tisto minuto prijaznosti. Zadnjič mi je bilo tako všeč, ko sva prišla na debato, to so te atomske navade, 1% si vsak dan, kakor boljši. In potem sva prišla do te zgodbe, da procenti so tako, niso toliko lahko merljivi, ampak minute pa so. In sva prišla do odkritja. Minuta prijaznosti na dan, to je 365 minut na leto, to je več kot 6 ur
zavestne prijaznosti v enem letu. Ne. Kaj lahko s tem naredimo? Pa bi mogoče tukaj slišala še to tako tvojo plat, tako to debato, ki smo jo zadnjič razvijali, je bila tako simpatična, ne? Kaj pravzaprav je prijaznost, kaj pomeni, ne? Se pravi, da to ni minuta prijaznosti, ko ti, ne vem, nekomu odpreš vrata, pa mu pomagaš, ne vem, prtljažnik odpre, da vrečke noter, pa se mu prijazno nasmehneš, ampak so šla v neko drugo zgodbo, ne? Zakaj je to pomemben? Ja, obvladovanje, ne? Imaš ta aspekt, da nekomu pomagaš, ne vem, nekdo pred tabo na blagajni ima pladen z malco, pa nima denarnice, pa mu daš kartico, pa te stane 50 evrov, pa polepšaš dan njemu in sebi. A ne? Drugo je pa to, se zavedati v trenutku, ko smo reaktivni. Ok, danes še nisem imel svoje minute prijaznosti. Ne? In namesto, da se na nekoga zdereš, se ustaviš, pa rečeš, ej, zdaj pa ta moja minuta, pa si prijazna. Ne? In koliko ta minuta, ta trenutek v bistvu, ko si to zavestno naredil, kako to lahko spremeni odnos med tabo pa to osebo, kako lahko tej osebi spremeni življenje. In če to narediš 365krat na leto, pa če bi to vsi naredili, bi bil svet bistveno lepši. Marko, najlepša hvala. Midva sva prišla do konca. Mislim, da bova naredila še kakšno oddajo. Vam, dragi gledalci, pa hvala lepa, ker ste bili z nama in v razmislek vam dajem, kako bi vi spremenili svoje življenje in svet z 1 minuto prijaznosti na dan. Hvala.